letnici neurja kot predstavnik krajevne skupnosti Črna pri Kamniku vsem, ki so bili kakorkoli pomagali in udeležili v tem neurju, najlepšo zahvalo od krajanov krajevne skupnosti Črna. V največji meri gre to v začetku gasilcev in civilni zaščiti, nadalje občini Kamnik, državi, vsem humanitarnim organizacijam, društvom in posameznikom, ki so kakorkoli pomagali ljudem pri nesreči. Glavne zadeve so sedaj posanirane, jaz bi upozoril samo še na ta gozdarski del, ki čaka na obnovo in pa na uničene lokalne ceste, ki so glede te sanaciji močno poškodovane in čakajo na nadaljno sanacijo v naslednjih letih. Najlepša hvala. Na vas gost, lahko rečem, je impresiven. Impresiven v pozitivnem smislu, kajti tisti dan, tisto popoldne je bilo samo za jokanje čas. Ampak niso domačini začeli jokati, ampak so predvsem z gasilci in drugimi sodelavci začeli obnavljati. Pravzaprav tisti dan so najprej poskrbeli za streho nad glavo. Plastično streho, pa vendarle tisti, ki so se naslednji dan odločali, da bodo celovito prenovili svoje gospodarske in stanovanjske objekte, so vedeli, da jim druge pomoči ni. Pomoč pa je prišla predvsem strani občine, države, prijateljev, sosedov in tudi ne samo v denarju, ampak tudi z delom, z materialom. Mislim, da glede na to, da smo bili prvi, da smo bili deležni nekoliko več pozornosti, tako državne pomoči, tako Karitasa, tako Rdečega križa v primerjavi s tistimi na območju Prekmurja, Štajerskega predela, ki so potem za nami na nek način dobili ta udarec. Nam pa narava ni prizanesla, ampak smo 23. avgusta dobili še en udar, ki je zajel predvsem Tunice, ko nam je odneslo osnovno šolo, že prej pred leto dni na današnji dan, torej 13. julija pa smo imeli največ problemov na infrastrukturi, na osnovni šoli Marija Vera in podatki, ki so potem skozi analizo so se pokazali, da je bil ta udar grozovit. Grozovit predvsem, kar zadeva škode, okoli 8 do 9 milijonov realno ocenjene škode, pomoči pa je bilo okoli milijona evrov, tiste direktne, neposredne. Kako ocenjuješ zdaj tole sanacijo? Mislim, da je pomembno reči predvsem to, da so se ljudje takoj znali organizirati, seveda s pomočjo občine, občinske uprave, s pomočjo strokovnjakov, ki so jim prav tako svetovali, na kakšen način je potrebno začeti najprej na stanovanjskih objektih. Potem je pomoč prihajala tudi v izrazu podpore številkami in potem so na ta način dobili še večjo korajžo. In če danes pogledamo, je pogled na nove strehe, na obnovljene hiše, tisti, ki spodbuja in govori o solidarnosti, ki je bila takrat prisotna in občutku za nesrečo soseda, prijatelja ali znanca. Drugo, kar je pomembno reči, tudi drugo infrastrukturo, predvsem električno napeljavo in telefonsko napeljavo, so strokovnjaki oziroma pooblaščene organizacije že dale tudi v zemljo, tako da vasica ni več obremenjena z številnimi kabli in da konec koncev tudi kmetijska opravila potekajo lažje. Vidim, da tukaj, kjer so bile lani številne azbestne plošče, je to vse počiščeno in normalno travinje za kmetijsko dejavnost uporabno. Veliko smo jim pomagali, ampak vendarle v naslednjih letih bodo morali tudi še sami postoriti kar precej, kajti zagotovo tista pomoč je bila prva, je bila najboljša, najhitrejša in najbolj učinkovita. Mislim, da je pomembno reči, da ljudje so se zavedali te pomoči in da na nek način vidijo, da so s pravilnimi odločitvami v prvih dneh, da gredo v sanacijo hiš takoj, gospodarskih postopkov nekoliko kasneje, prišli do ene točke, kjer lahko rečemo, da so mnoge hiše trdnejše, bolj stabilne in da so tudi strehe zavarovali pred orkanskim vetrom.
Zelo huda, velika škoda je bila tudi v gozdovih. Gozdovi to so točke, ki pomenijo izgubo prihodka iz kmetijske dejavnosti za nekaj 10 let naprej, za prihodnih 50 let. To pomeni, da seveda jih prihodnje čaka težje življenje, ker ne bodo sprotno iz leta v leto odsekali toliko, kot rabijo za življenje. Še danes se opravljajo nekatera sanacijska dela, predvsem je bilo potrebno do spomladi postoriti vse na smrekovih ruševinah, da gozdarji še vedno pripravljajo načrte pogozdovanja. To pa bo obdobje, ki bo potrebno v prihodnjih 10-12 letih. Da je 15 najbolj prizadetim kmetom takoj finančno pomagala. Potem smo se vključili tudi z občinskim rezervnim skladom in smo še 66 prizadetim iz tega naslova izplačali in iskali smo tudi druge variante pomoči, kot pomoč v senu, ki je bila z raznih društv tudi dostavljena, tudi v materialu. Smo določenim priskrbeli material, kot so nekaterim ostrešje, nekaterim pa tudi gradbeni material in celo takrat smo se angažirali za en konkretni primer, ki je bil zelo prizadet in je bil hkrati v tistem času snep, tako da je potem šel na operacijo za oči in je hkrati tudi samo na eno oko vrnil in pomagali smo mu tudi zbrati ob naši pomoči sredstva in da smo mu zagotovili to mobilno bivalno enoto, v kateri je zelo zadovoljen.